Dan, dragi moji. Evo, ponovno smo skupaj tu na YouTube kanalu, v moji skupini, kjer so ljudje iz mojega programa Pot do sreče in notranjega miru. Vse vas lepo pozdravljam in vam želim srečno, radostno, predvsem pa hvaležno novo leto. Ker če boste hvaležni, če boste res vadili hvaležnost, potem bo vaše življenje ekspanzija, bo sreča, bo veselje, bo radost. Tako da res vam iz srca želim eno hvaležno leto 2024 in da bi imeli radi sami sebe. Danes pa imamo video z naslovom Ali bežite od sebe in kaj to pomeni. Danes vas bom povabila v en tak prostor razmišljanja, da majčkeno razmislite sami o sebi, da majčkeno razmislite o tem, kar bom danes povedala. Ni treba takoj iti na prvo žogo, se pravi, jaz to vem, jaz to obvladam, jaz to sem že slišala, slišal, ampak danes bom govorila o nečem, kaj so naše misli. Jaz vem, da smo že to velikokrat obdelali, tudi v programu to obdelamo. Ampak bom danes na majčken drugačen način povedala, ne. Se pravi, kolikšno vlogo, bom rekla temu, igrajo naše misli, predvsem negativne, neprijetne misli na naše življenje. V tem smislu bom danes govorila. In včasih, ko se jaz spomnim sebe, ko sem bila v tišini sama s seboj, ali pa ko ni bilo nekih zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na moje počutje, so bile moje misli neprijetne, nevzdržne. Praktično sem bila v peklu sama s seboj in dokler se nisem naučila biti sama s seboj, sama sebi dovolj, ali pa dokler se nisem naučila, bom rekla temu, da mi je z menoj, da mi je lepo, da sem lahko sama s seboj, da nisem več v peklu, takrat, ko sem sama s seboj. In se pravi, zdaj tega ni več, zdaj sem jaz srečna, ko sem sama s seboj. Zdaj praktično sem najbolj srečna ali pa radostna ali pa vesela, ko sem sama s seboj. In ozavestila sem, kako je ljudem čudno, ko uživaš sam s seboj. Se pravi, 2 dni nazaj sem se sama sprehajala po parku po Mozirskem gaju. Šla sem sama gledat lučke, brez nekih zunanjih ljudi, ki bi šli z menoj ali pa česarkoli. In sem bila toliko zatopljena v svoj svet, v svoje misli, toliko mi je bilo prijetno, da sem se sprehajala z nasmehom na obrazu, z radostjo v srcu, čisto nekje v svojem svetu. In mi je bilo lepo. Tega par let nazaj ne bi zmogla iti sama, klicala bi ne vem koliko prijateljic, rekla bi, ne morem se sama recimo do Mozirja peljati ali pa, se pravi, iskala bi vedno nekoga, nekaj iz zunanjosti. In potem sem prišla do ene gospe in ko sem bila čisto zatopljena v sebe, v to lepoto, ki se je v meni dogajala. Nisem niti pozdravila, nisem nič in je ona pol vsa navdušena, ja, jaz vas pa spremljam na Facebooku pa na YouTubu, pa bi vam želela nekaj podariti, pa mi je pol podarila eno ogrlico, ki sem jo imela namen kupiti za Nežo, ne. In zdaj vas vprašam, a ste sposobni biti sami s seboj? Ste sposobni zdržati sami s seboj brez telefona, brez televizije, tudi brez knjig, brez družbe, brez glasbe? Ste zavestni, čuječi sami s seboj? Ste kdaj pomislili, koliko, kako bi to povedala, ste kdaj pomislili, koliko nekih zunanjih dejavnikov potrebujemo, da smo srečni, radostni, veseli? Kaj pa, ko se vse umiri?
Kaj pa, ko vse utihne? Kaj pa, ko vse ponikne? Ko smo res sami s seboj. Se pravi, brez nekih kav s prijateljicami, brez nekih zabav, brez nekih, da je nekaj pride od odzunaj, da smo res sami samcati s seboj. In zdaj vas tu na tem mestu povabim, da naredimo skupaj eno vajo. Dobro, jaz zdaj rabim za službene obveznosti telefon, a ne, to se ve. Ampak vseeno, se pravi, kako bi se počutili, če bi bili 7 dni brez televizije, telefona, knjig, pogovorov s prijateljicami, kavic s prijateljicami, brez telefonskih klicev. In da vam zdaj rečem, da naslednjih 7 dni preživite sami s seboj. Kako bi se vam to zdelo? Napišite mi malo v komentarje. Jaz bom pa majčkeno vode ta čas popila. Se pravi, ali bi bili z vašimi mislimi v peklu, ali bi bili v radosti. Ja, sanjsko, super, super. Tudi meni je sanjsko. Ampak jaz verjamem, da marsikomu tu, glede na to, da delam posvete in da jih večina ljudi še vedno vse pričakuje od odzunaj, se pravi, ko bo prišel partner, ko bom imela hišo, ko bom ne vem kaj vse, ko bom ozdravela, ko bom imela denar, da bojo šele takrat postali v harmoniji in v miru sami s seboj. Ne, dragi moji, tega ni potem. To je zdaj, v tem trenutku. In vas res zdaj povabim, da en teden preživite sami s seboj. Se pravi, zjutraj se zbudite brez telefona, čez dan ste brez vseh, v narekovajih, motečih dejavnikov, do sami sebe. Zvečer se uležete v posteljo, brez da si date vodeno meditacijo, brez da si date karkoli, niti glasbe. Se pravi, da ste v tišini sami s seboj. Kaj se takrat dogaja v vaši glavi? Zakaj biti sam s seboj? Zaradi tega, ker šele takrat lahko vi v resnici slišite svoje misli. Vi šele takrat lahko v resnici dojamete, kaj se dogaja v vaši glavi, o čem sploh razmišljate, na kaj ves čas usmerjate svoj fokus. In ta odgovor na to vprašanje dobite v stiku sami s seboj, v tišini s samim seboj. Če ima kdo kako vprašanje, z veseljem odgovorim na njega. Se pravi, da greste sami na kosilo, sami ali pa sami pojeste kosilo, da greste sami na sprehod, da sami povečerjate, da se sami zvečer uležete v posteljo, brez nekih pogovorov, brez vsega. Kako bi se takrat počutili? To zame včasih ni bilo tako. Zato vam povem, vse se da rešiti in tudi do tega stanja lahko pridete. Danes sem pa jaz najraje sama s seboj. In tako je bil en komentar, sanjsko se počutim takrat, ko sem sama s seboj. Sanjsko. V miru, v veselju, v radosti. In večino časa najraje preživim sama s seboj in grem sama na izlet in grem sama v park. Majčkeno razmislite o tem, to vas danes res povabim z vsem srcem, da malo razmislite o tem, kaj se z vami dogaja v vaši glavi, z vašimi mislimi, ko ste sami s seboj. In da slišite to tišino, ki je okoli vas, oziroma da slišite vaše misli, kaj se v vaših glavah dogaja. To lahko doživite samo, ko ste sami s seboj. In zakaj je to toliko pomembno? Imate ogromno videov na to temo. Se pravi, zakaj je pomembno, da
slišimo sami sebe in da slišimo svoje misli, da jih potem preusmerimo in da jih zaustavimo. Imate krasen video na to temo, kako zaustavimo negativne misli ali nekaj v tem smislu. In sami sebi odgovorite na to vprašanje. Ali bežite sami od sebe, ali ste zmožni biti sami s seboj, v miru, v harmoniji, v radosti, v veselju, v užitku, sami s seboj. Ker nikoli ne boste mogli sami od sebe zbežati. Pa če se še ne vem, koliko trudite z raznimi zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na vaše razpoloženje in na vaše počutje. Kaj pa takrat, ko ostanete sami s seboj? In na to vprašanje si odgovorite. In to vprašanje vam lahko prinese zelo pomemben, veličasten odgovor. Zakaj veličasten? Tudi če je tu odgovor, ne zdržim sama s seboj, ne morem biti sama, ves čas nekaj rabim od odzunaj, da me dvigne gor, da ves čas rabim neko družbo, ves čas rabim neke zabave, ves čas rabim neke skupinske meditacije, ves čas rabim neko delo v skupini. Se pravi, ali bežite od sebe, ali ste lahko sami s seboj. In to zdaj sami sebi odgovorite na to vprašanje. In se pravi, ko ni ničesar več od odzunaj, ničesar več, niti glasbe, niti skupinskih meditacij, niti pogovorov s prijateljicami, niti YouTuba, niti telefona, niti televizije, niti knjige. Kdo sem jaz takrat? Kaj sem jaz takrat? Kaj se takrat dogaja v moji glavi? Na to vprašanje si odgovorite. A zdržite sami s seboj? Ste v radosti takrat? A ste takrat v peklu, v vaši glavi, z vašimi mislimi? Majčkeno mi napišite, kako se vam zdi, je razumljivo povedano. Bom vesela vaših komentarjev. In ali pa, da rečemo, okej, mogoče ne 7 dni, ampak en dan pa res poskusite, samo en dan si dajte to možnost, da poskusite, kdo ste brez vsega, kar se dogaja odzunaj. To je res vaja, ki vam bo pokazala, ali so vaše misli vaš najboljši prijatelj, ali so vaše misli vaš najhujši sovražnik. In od tu dalje lahko potem gradite, od tu dalje, ampak prvo rabite ta odgovor. Kdo ste takrat, ko ste cel dan sami s seboj? In kaj ste takrat? Kaj se v vaši glavi dogaja, ko ste cel dan brez bilo česar, kar prihaja iz zunanjosti? Da se umirite, da se lahko slišite, da sploh vidite, kaj se dogaja takrat v vaši glavi. Ali kar naprej nekaj rabite, pa nekaj delati, pa nekaj poslušati, ali ste lahko sami s seboj. In verjamem, da boste zmogli to vajo. Če ima kdo kakršnekoli težave pri tem, izzive, naj mi piše na planetljubezni@gmail.com, pa bom posnela video še o tem, kako lažje, kako vaditi, da zdržite sami s seboj, oziroma da bi vam bilo lepo, ko ste sami s seboj. Če smatrate, da bi ta video komu pomagal, mu ga lepo prosim delite. Delite video, da pride do čim večjega števila ljudi, da lahko čim večjemu številu ljudi skupaj pomagamo. In da gremo v ta svet
kjer smo sami s seboj najbolj srečni, ker kaj delamo? Če boste vi dobili odgovor, da ne zdržite sami s seboj, da vam kot pes smršči, upam, da se ne sliši, ali pa da se sliši, saj vseeno. Sva bila zdajle že na dolgem sprehodu. Se pravi, ljudje, ki so sposobni biti sami s seboj, so srečni, radostni, hvaležni, nasmejani, veseli. Ljudje, ki pa niso bili sposobni biti sami s seboj, so pa nesrečni, žalostni, depresivni, bolni, v vlogi žrtve, v pomilovanju samega sebe. In kaj se še tu dogaja? Ena zelo, zelo pomembna stvar se tu dogaja. Če niste sposobni biti srečni sami s seboj, pazite, dragi moji, to je zelo pomembno, kar vam bom zdajle povedala. Če niste sposobni biti srečni, zadovoljni, radostni, veseli, mirni, sami s seboj, tudi z nikomer drugim ne boste mogli tega tudi doživeti. In če je vaš odgovor, da niste srečni sami s seboj, ko ste sami s seboj, potem delite na tem segmentu svojega življenja, dvignite svojo vibracijo, naučite se imeti radi sami sebe, naučite se biti srečni, zadovoljni, radostni sami s seboj, ker šele takrat boste vibrirali obilje in boste v svoje življenje pritegnili obilje tega. Se pravi, tudi če zdaj želite manifestirati partnerja in je to vaša želja, nehajte s to manifestacijo, tudi če želite v vaše življenje pritegniti denar, nehajte to manifestirati, nehajte delati korake proti temu in usmerite svoj fokus, svoje korake v to, da postanete srečni sami s seboj, da izžarevate obilje veselja. Ker ko bo v vas noter veselje, radost, sreča, harmonija, mir, boste točno takega partnerja tudi pritegnili v svoje življenje. In to bo zveza iz obilja in ne več iz pomanjkanja. In zato je toliko pomembno, da se naučite biti v sreči, v miru in v radosti sami s seboj. Vam je to razumljivo? Od 1 do 10 mi napišite, če razumete, zakaj je to toliko pomembno. Se pravi, kako naj postanem, super, hvala, 10. Kako naj bo zdaj naslednja vaša vaja? Hvala. To res rabite v globini razumeti, zato sem na začetku videa rekla, da malo razmišljite o tem, mogoče malo večkrat video poslušajte, da vam pride v podzavest, da vam pride v zavest, kaj želim s tem videom povedati. Se pravi, kako naj sam sebi postanem najboljši prijatelj. Kako? In to je zdaj vaša naloga, če niste srečni sami s seboj. Ali pa kako naj postanem sam sebi najboljši partner. Vi rabite sami sebi biti najboljši partner, najboljši prijatelj, najboljša prijateljica. Če želite, da bi to tudi iz zunanjega sveta se v vašem svetu manifestiralo. In kako naj boste srečni, radostni, veseli, zadovoljni, mirni en dan ali pa 7 dni za tiste bolj vztrajne in za tiste bolj dosledne, naredite to vajo. En dan, 7 dni preživite sami s seboj.
brez tega, da vas kdorkoli vpliva na vas iz zunanjega sveta. In takrat boste le še videli, ali so vaše misli vaš najboljši prijatelj, ali pa so vaše misli vaš najhujši sovražnik. Tako da. To je to, kar sem vam želela za danes predati. Najdite svoj mir, najdite svojo radost, najdite svoje veselje, najdite svoj užitek, najdite svojo harmonijo. In živite to ves čas. Okej, jaz se bom zdaj tudi sama odpravila v hribe. In to bo najlepši izlet v mojem življenju. Zato, ker mi je najlepše biti ravno sama s seboj. Včasih tega nisem zmogla niti 1 minuto, kaj šele 1 dan ali pa 7 dni. Rada vas imam. Če je kakršnokoli vprašanje, še enkrat, planetljubezni@gmail.com, bo odspodaj povezava. Če kdorkoli želi brezplačen posvet z menoj, pišite na to povezavo planetljubezni@gmail.com. Naročite se na kanal, da boste sveže obveščeni o novih videih, ki vam bojo zagotovo spremenili življenje. In vsi tisti, ki ste tu z menoj, ki me poslušate, ki me spremljate, boste zagotovo, če še niste srečni sami s seboj, pa če vaše misli, ko ste sami s seboj, še niso radostne in še niso misli sreče, bojo to zagotovo postale. In ste na zelo, zelo dobri poti do tega, da postanete sam sebi najboljši prijatelj in najboljši partner. In najboljša prijateljica in najboljša družba. Rada vas imam. Se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.